Dobro jutro vsem, ki ste v naši družbi. Dobro jutro. Tudi na Robinu smo se pridružili akciji in pomoči regijski splošni bolnišnici v Šempetru za nakup nujne medicinske opreme. Kupili bomo električni aspirator in ga bolnišnici podarili, seveda z vašo pomočjo poslušalcev. Vse podrobnosti boste našli na naši spletni strani robin.si, sicer pa je zdaj z nami v studiu strokovna direktorica regijske šempetrske bolnišnice Dunja Savnik-Winkler. Dobro jutro najprej. Dobro jutro tudi z moje strani. Električni aspirator. Bi razložili za začetek najprej, kaj to je za ena aparatura? Električni aspirator je medicinska naprava, ki nam pomaga pri vzdrževanju čiščenja dihalnih poti za paciente, ki potrebujejo umetno predihavanje, ker morate vedeti, da v času umetnega predihavanja je normalno izločanje sluzi s pomočjo kašljanja zavrto, zato je potrebno z aparatom dihalno pot mehanično čistiti in to sluz, ki nastaja v dihalih, sprotno odstranjevati. Če so dihala zaradi vnetja, zaradi covida še posebej bolna, je te sluzi še toliko več. Razen sesalc bi lahko rekli. Tako, električni sesalec, s katerim odstranjujemo sluz iz dihal. Spomnim, ki so bile še moje mečkine, nisem bil električni, smo imeli po petu za pobirati iz nosa, ker niso znali so vsekati. Kako zelo je potrebna taka aparatura? Torej, ta aparat je vedno potreben kot oprema pri pacientu v intenzivnih enotah, pacienti, kot sem rekla, ki so umetno predihavani. To je pripomoček, ki ima tudi svojo življenjsko dobo, se iztroši, rečemo kot potrošni material. Mi v bolnišnici nekaj teh pripomočkov imamo, jih je pa potrebno nadomeščati. Seveda z vzpostavitvijo COVID intenzivne enote se nam je število intenzivnih postelj nenadoma povečalo, zato se je pojavila potreba, da opremimo intenzivne postelje tudi s tovrstno opremo. Se pravi, da ta aparatura ne bo služila samo zdaj v času epidemije, ampak tudi za To so pripomočki, ki ostanejo vedno v intenzivnih enotah za pomoč pri zdravljenju težko bolnih. Ja, zdaj, če pogledamo splošno stanje v državi, se vse bolj slišimo govoriti, da je za medicinsko opremo v bolnišnici, da je za to zadolžena država. Kako odgovarjate recimo na to? Ministrstvo za zdravje nam bo sofinanciralo iz projekta COVID-19 operacije sredstva za nabavo večje medicinske opreme. Naši bolnišnici nekje pripada 1 milijon sredstev in v ta sredstva smo že uporabili za nabavo večje opreme, kot je prevozni rentgenski aparat, kot so monitori za spremljanje življenjskih funkcij, kot so ultrazvočni aparati. Pri opremi večjega ranga so potrebni tudi ustrezni postopki nabave javnih naročil. Pomeni, da ta oprema je ta trenutek že naročena in jo pričakujemo v naslednjih mesecih, da bo prišla v bolnišnico. Tako da na prvem mestu je tukaj zahvala ministrstvu, ki je naš ustanovitelj, vlada je namreč ustanovitelj regijskih bolnišnic, je poskrbela. Potem je pa še vsa druga oprema, ki jo bolnišnica potrebuje pri zdravljenju COVID bolnikov, kritično bolnih, in zato lahko rečem na tem mestu, da smo zelo veseli velikega in spontanega odziva posameznikov, lokalnega gospodarstva, mestne občine, drugih lokalnih skupnosti in nenazadnje tudi poslušalcev Radia Roben, ki so nam priskočili na pomoč z donacijo dodatnih finančnih sredstev, kjer bomo kupili poleg električnega aspiratorja še drugo opremo manjše vrednosti, ampak ravno tako nujno potrebno za zdravljenje COVID bolnikov. Tako, zdaj mora biti kar pestro zdaj s tem COVID-om. Ljubiš katle, no so konce kraje. Meni, ki ne more iti bufet, vam največ vsakodnevno. Torej, gledajte, COVID oddelek smo v bolnišnici akutno vzpostavili sredi meseca oktobra. Zagotovo je bil to za bolnišnico velik zalogaj. Pri vzpostavitvi oddelka smo bili prisiljeni takoj določeno medicinsko opremo iz drugih delovišč prestaviti na ta oddelek.
oddelek, posledično smo mogli tudi kakšno dejavnost prekiniti, recimo ultrazvok, ki ga nismo imeli dodatnega za COVID, smo iz enega drugega oddelka prestavili. Zdaj smo pa veseli, da vsak dan le pride nov kos opreme v bolnišnico in tako pričakujemo. Tako da pridejo prav tudi take donacije. Ne? Tako, da se bodo res s temi donacijami bomo nekako opremo dopolnili. Za nameček bo pa oprema ostala še za naprej. Saj ni težko. 1919 oziroma 1919 je telefonska številka oziroma zaposlate SMS, napišete Robin 1 z veliko on skupaj ali pa Robin 5, v enem primeru 1 evro, drugače 5 evrov. Na naši spletni strani pa je tudi transakcijski račun, na katerega lahko večje vsote nakažete, tako da ti se bomo opremili, zdaj ta res znaša duraten cajt, ne, kavo lahko. Tako. Se bomo zahvalili seveda vsem našim poslušalcem in tudi vam, dr. Dunja Savnik-Winkler, za pojasnila in obisk. Hvala lepa tudi vam in na tem mestu še enkrat iskrena hvala vsem poslušalcem, vsem donatorjem, ki na ta način s svojim prispevkom tudi izkazujejo, da jim je mar za zdravje našega prebivalstva in seveda s tem tudi cenijo trud zaposlenih v bolnišnici. Radio Robin.